Živijo, dobrodošli v podcastu Raztezanja, kjer z Gorazdom raztezava najne možgane in se pogovarjava o izboljšanju izkušnje strank. Danes Gorazd nas čaka en tak mikrohackathon, torej 1 uro nazaj sva si zadala eno nalogo, zgraditi AI agenta, pa sva se usedla vsak za svoj računalnik in nekaj delala in zdaj sva se dobila. Zdaj, zakaj sva se to odločila? Torej, na inboundu septembra na HubSpotovem dogodku je Drmeš rekel, da v naslednjih 12 mesecih bomo vsi uporabljali AI agente in ne samo to, tudi vsi bomo naredili svojega AI agenta. In zdaj, mi že imamo nekaj izkušenj z izdelavo AI agentov, ampak so rekla, dajva se ga lota, torej kaj pa lahko narediva v 1 uri in ne bova kodirala, ampak torej uporabljava neka low-code, no-code orodja in izpeljeva to. Super, en tak challenge za danes. Zdaj, danes bi ful rada odgovarjala na vaše vprašanja, pa sva žal v Q&A epizodi očitno vsa vprašanja odgovorila, ki ste jih pač imeli, tako da midva sva zelo željna vaših vprašanj, pa to je ena sekcija, ki jo imava najrajš tukaj noter, tako da ful. Lepo vabljeni, da lahko anonimna vprašanja napišete, lahko tudi za podjetje unga znanca napišete, ali pa čistko eno vprašanje, mogoče kaj za naju, pa bova z veseljem tukaj odgovorila. Ja, da te naj prosim spraševati frodex.com/vprašaj, res bova vesela, ker imava rada ta section. Lahko to komentarje, če je recimo, a veš. Tudi bova najdla, če bo dokumentiral pod YouTube video kot odgovor na naš newsletter, kukorkoli. Cool. Dobar. Ok, pa dajva štartati sam s teorijo, torej kaj je AI agent, AI agent? Ja, o tem sva enkrat mičken že debatirala, ampak gre to, da AI agent je nek programski sistem ali pa je zasnovan tako, se pravi, da lahko več korakov lahko AI naredi samo od sebe, se pravi, z enega outputa lahko naredi več korakov, če si zdaj to predstavljava en query, vpraša nekaj drugega, potem to razdela v več nalog, za tiste naloge naredi poizvedbe, ali po neki naši bazi, ali gre nekam na web, ali na neke API klice in potem zopet nekaj sestav, to je spet input za naprej, kolikor zdaj tega zgradiš, teh caseov je milijon, pa gre za to, da nekaj avtonomno zadevo naredi, kar bi danes ti mogel, recimo, če bi paralelno ChatGPT vprašal, bi mogel to pastati, spet nekaj pogledati, spet nekaj narediti, spet pastati, noter dati, nekaj bi dobil tako. Tam bi pa rekel, ok, prva zadeva je, to je proces, evo, dobiš rezultat. Ok, čim boljši. Ja, uporablja mogoče tudi neka orodja, dela v večjih korakih in na koncu dobimo nek output. Da. Hej, družba! Da se vrti tale krasen podcast, mora nekdo nekaj prispevati. Mi ne prodajamo naročnin za raztezanje na Patreonu, niti vas ne vabimo, da prispevate nekaj z raznimi kavicami, tako naprej, ampak upamo, da z vsebinami, ki jih Andrej in Gorazd delita z vami, ali pa tudi naši gostje, pridobimo bliže sebi kakšno potencialno stranko. Samo zato delamo raztezanje, ne morete verjeti. Dovolite mi, da med tem, ko Andrej in Gorazd razvijata danes v današnji epizodi vsak svojega AI agenta, da vam jaz na kratko predstavim enega, ki ga je moja ekipa sestavila v preteklih mesecih in pomaga, ne boste verjeli, vaši ekipi v prodaji in marketingu. A ste že slišali za Lead Research Assistant? Valjda niste. To je AI agent, ki pomaga avtomatizirati določena opravila, ki jih potrebujete ali pa izvajate v okviru prospectinga. To je v tistem delu vašega marketinško-prodajnega procesa, ko lide, ki jih pridobite, rabite opremiti še z nekimi informacijami, da bi se lahko vaši prodajalci čim bolj kvalitetno lahko z njimi povezali, jih nagovorili in seveda sklenili nek posel. Predstavljajte si na par praktičnih primerov. Prvi, recimo, da prodajate, da ste neka finančna inštitucija in da prodajate neke naložbene produkte. Kaj je glavna informacija, ki bi si jo želeli, poleg kontaktnih podatkov neke osebe, ki se je prijavila in spremljala vaš finančni webinar, dobiti? Jaz kot prodajalec bi si sigurno želel dobiti informacije o tem, kakšni so mesečni prihodki ali pa ostanek denarja vsak mesec od vsakega takega kontakta. In Lead Research Assistant naredi točno to. Glede na funkcijo delovnega mesta, glede na senioriteto, glede na industrijo, kjer je zaposlen, nek kontakt oceni, kakšna mesečna plača spremlja tega človeka in
neko ceno tudi dobimo s tem, koliko lahko prihrani in vlaga vsak mesec v naš produkt. Drug primer, recimo, da ste proizvajalec premijskih jadrnic, takih karbonskih, športnih, elegantnih, recimo, da delate Bentleyje med jadrnicami. Jadrnica stane 1,5 milijona, vi ste šli na sejmu vas je obiskalo 300 ljudi, pustili neke vizitke tam. Zdaj, teh 300 ljudi morate obdelati. A vam je pomembna informacija, da veste, kako premožno osebo kličete in jo nagovarjate za ponoven obisk in ogled jadrnice v živo ali pa ladjedelnice. Pa je pomembna mogoče starost te osebe, a bo lahko namenila toliko časa v svojem življenju, zato da bo prebivala na taki barki. Verjetno je tudi pomembna informacija o nekih jadralskih, pomorskih izkušnjah, ki jih ima ta oseba, da bi lahko prepoznala vrednost plovila za 1,5 milijona evrov. No, podobnih primerov je kar nekaj. Vsako podjetje ima svojega. Vsaka dejavnost, vsako podjetje zahteva malo drugačen pristop, kako poskušamo mi, ki delamo v prodaji, se povezati z nekimi kontakti, ki nam jih je marketing naplavil. In Lead Research Assistant dela točno to. Namesto mene kot prodajalca dela ves tisti Google Search, LinkedIn Search, preverja poslovne imenike, da mi pridobi informacije, ki jih jaz lahko izkoristim za tega, da se lažje navežem, da lažje kvalificiram stranko, da mogoče imam neko idejo za small talk in podobno. A pa še tole. Lead Research Assistant dela za vas za 100 evrov na mesec. Več informacij je pa v tej povezavi, ki sta jo Andrej in Gorazd namenila v podpisu te epizode Raztezanj. Ostanite še naprej z njima in se vidimo. Čau! Da, mogoče čisto za primer par agentov naštet, ali ki si jih probil, ki si jih videl. Jaz še vedno dosti na tej strani Agent AI gledam te zadeve. Zdaj bom še enkrat rekel, da še vedno nimam dostopa do builderja, če me kdo sliši na tem internetu. Ampak ne, tam se mi zdi vsej veliki uporabnih. Ampak ta meme generator, tam je tak zabaven, sej zelo malkrat je res kaj uporaben, ampak tako, veš, način razmišljanja, kaj bi pa na memetu lahko bilo, se mi zdi tako, včasih je taka fina zadeva, sej kdaj tudi kakšne prezentacije človek pa lahko tako uporab. To je že en tak del, se mi zdi tak uporaben. Pa enega sem še tam gledal, imaš pa za optimiziranje opisa produkta, se mi zdi dosti uporaben, rečeš, to je pri meni opis, to je, ne vem, nek moj naslov, to je pa od konkurence opis, ker recimo ti je ok, pa ti naredi tako SEO-friendly verzijo, tako za enkrat je to še malo tako potratamo, še enega na enega delati, ampak če bi pa to spravil v nek proces, pa tak agent AI oziroma tak agent živel nekje, pa bi vsako tvoj produkt tako opisal, mogoče enkrat. Ja, se mislim, da obstajajo na Shopify api, ki delajo nekaj tasga, ne? Ja, verjetno tudi za ostale e-commerce podobno, za enkrat se delajo bolj enhanced opisa, tam bi pa lahko mogoče več nastavil, kaj ne upoštevajo, kaj ne, veš, kako tako. Ja, no, pa Amazon je dal ven take stvari za resellerje, pa generiranje videov, pa vse te stvari. Ja, jaz sem na Agent AI sem uporabil Pricing Page Analyzer, zaradi tega, ker smo zdaj postavljali neko spletno stran za naš produkt, Frodix One, o katerem bomo tudi v kratkem kaj več povedali. In je, Pricing Page Analyzer, dal smo link do Pricing Pagea in je dal nekaj idej, torej, pozabili ste reči od teh 3 modelov, ki jih ponujate, dajte označi, kateri je bestseller. Recimo taka stvar, ki vemo drugače, da je nek best practice na pricing page-ih, nas je spomnil na to, tako da super. Ja, Breeze ima tudi, nima par agentov. Ja, Breeze, če rečeva za marketing, je content agent, ki ti pomaga graditi bloge, user storije, podcaste ti naredi vsebino, lahko jo potem tudi zgenerira audio. Kaj stadije sem rekel, landing page, potem je social media agent, ali pa content agent je zanimiv, ker ni samo tako kot vsa orodja do zdaj, ko so bila za generiranje vsebin, ta se res ukvarja s tem, kaj pa je tvoj brand voice, kaj so že tvoje vsebine, ki jih imaš. Torej, vzame v zakup podatke, ki že imaš v HubSpotu. Social media agent pa pogleda, torej, kaj so bile tvoje objave na družabnih omrežjih, ki so bile uspešne in na podlagi tega predlaga nove objave in nove tekste. Zanimivo tudi enega, lead research agenta. The best. In videl sem ga v našem HubSpotu, Andrej. Ja, torej, štartaš ga recimo na zapisu enega podjetja,
in ti naredi analizo tega podjetja za namen, kakor je zate pomembno. Torej, personaliziramo ga za vsako stranko, nam napiše, kaj je pomembno, ne vem, si podjetje želi digitalne preobrazbe, torej, tukaj poišče neke stvari in nam pokaže, kaj bi bile priložnosti. Če ga poženeš na kartici kontakta, ti pa poleg analize podjetja naredi tudi neko analizo te osebe, kar najde pač na javnih virih, ali so to neki LinkedIn posti ali pa neke novice povezane s tem, in ti tudi pomaga nekako stik vzpostaviti s to osebo. Tako bi podoben bil kot nek icebreaker, veš, ko nekomu je nekaj obstajati. Tega sem ti prej pokazal. Ne? Ja, Torej, Zoom call icebreaker. Na Agent AI je Zoom call icebreaker, ki sem ti povedal, da sem noter vnesel na LinkedIn. Torej, ideja je, prideš na Zoom call ali pa na Teams call, niso se še vsi zbrali, ti si prvi, pa še nekdo, in da nista ravno tih, da ga kaj vpraši. Ne? In če uporabiš tega agenta, jaz sem ga testiral na nama, a ti preberem 3 vprašanja, ki mi jih je predlagal, pa boš ocenil, a bi začela midva nek small talk na podlagi tega. Torej, en je bil, med nama tega geekoma, na katerem najbolj razborljivem projektu si v zadnjem času delal v Frodixu? Dobro. Ali pa si v zadnjem času preskusil kakšno kule orodje, ki te je navdušilo? Jaz vedno iščem naslednjo big thing. Ja, no, to bi šlo. Ok, pol en tak tipičen, imaš najljubši podcast ali pa knjigo, ki bi moral vsak tehnološki in marketinški navdušenec prebrati. Torej, vidimo, da je ugotovil, da sva midva spremljala tehnologijo, da je to nekaj, kar je skupenega, torej, kar jaz tebe vprašam, ne vprašam samo z namenom, da boš ti dal odgovor, da bom tudi jaz dobil neke koristne informacije. Če bi lahko napovedal eno veliko spremembo na področju marketinške tehnologije v prihodnem letu, kaj bi to bilo? Da vam malo probati, kdo bo imel bolj prav. Torej, ta zadnji stavek mi je dober, ne, v smislu. Ja. Dajva se malo pogovarjati o tem in narediti tekmovanje iz tega. Ja, jaz napovedujem, da bo naslednja velika stvar, če si me zdaj že vprašal. Nekaj, ki se začne z GPT in ima neko številko in je pika in neka številka, možno tudi znakec, karkoli, krogec, X. Torej, predvidevaš, da bojo še na tretji način uporabljali in ga bojo imenovali ničla? Ne, mogoče bo T. Nekaj pa plus. No, ok, kar sem hotel reči je, da recimo ravno ta Zoom call, icebreaker, niso nujno torej stvari, da so agenti nujno nekaj, kar bomo za službo uporabljali. Ampak je lahko to čist nekaj osebnega, kot je, saj imajo tudi email klienti, zdaj že to ugrajeno, ampak lahko si pa svojega naredimo. Torej, videl sem enega, ki ga je šeral enkrat, email butler, ki je bral tvoje prihajajoče maile, jih sortiral, arhiviral tiste stvari, ki te ne zanimajo, eskaliral tiste, ki te zanimajo in delal neke povzetke. Ali pa travel planning, agent, ki ti pomaga splanirati nek trip. Cool, the best. Pač je res nekih caseov, ki jih lahko tudi uporabiš, ne samo marketinških agentov. Zato se mi zdi zanimivo, da govoriva o nekih orodjih, ki jih lahko vsak sam uporabi in si naredi to, kar smo mogoče ljudje, ki znajo kodo pisati, so že včasih si rešvali probleme tako, da so pač nekaj si sprogramirali. Ne? Torej, ko se mi prežge računalnik, naj se poveže na tisti servis, ugotovi trenutno vreme in mi napiše neko sporočilo. Ali whatever. Zdaj pa lahko v bistvu vsak nekaj tasga naredi z uporabo nekih agentov. Ampak ok, 1 uro nazaj, zdaj že malo več, 1:10, si nama pripravil en izziv, da ga kar ti predstav. Ja, evo izziv, ki je bil za danes, je bila varianta, vzem vas, naredva agenta, ki mu bova dala podatke, en email naslov, kot nek kontakt, nek problem, ki ga neko podjetje ima, postavlja se, da je nek problem, rečeva, kater tip podjetja si, B2C, B2B, tako da malo bolj opredeljiva, pa zbereš si najljubši karakter, a Batman ali Jack Sparrow, pač. In pol je bila ideja... To je bil twist, ne? Torej, ta karakter nima veze zares s tem, ampak zadala sva si, da je tega karakterja nekje uporabiti, pa na koncu primerjava, kje ga kdo uporabil. Tako, ja. Zdaj, eno pravilo sva še pol dodala, sva rekla, dajva oba dva to narediti za primer Big Banga, ko da je Big Bang, nekdo iz Big Banga napiše,
neko problemsko stanje, ki ga opredeli in potem se je vsak lotil svojega dela. Zdaj pa, kako so bili pa neki koraki opredeljeni, da sva rekla, da skozi te korake moramo iti. Samo mogoče to. Torej, Big Bang so dala za primer, zato, ko bo na koncu malo primerjala rezultate, kaj je kakšen agent napisal, v resnici mora biti pa agent univerzalen in lahko kdorkoli ga izpolne. Tako, na tem primeru so naredili. Zdaj v prvem tem koraku sem že rekel, pobereš vse te podatke, zdaj je to neka forma ali nekaj, to pač predstavlja, kako je vsak nekaj naredil. Pol v drugem delu iz te domene narediš nek opis podjetja, se pravi, pridobiš neke informacije, znanje o tem podjetju, znaš nek kontekst napisati, v tretjem dodaš zraven, se pravi, ta opis in rečeš problemsko stanje, ki ga ima, in v četrtem koraku iz naših e-commerce taktik, ki jih pač imamo tudi brezplačnih 5, se rekla, ok, zdaj pa na podlagi problemskega stanja, izziva in opisa zberi najboljših 5 taktik in potem v 5. koraku teh 5 taktik pripraviš nek primer neke vsebine ali pa zakaj bi se tega lotil, kako bi se lotil, pač na ta način te sva malo pustila odprto, mogoče to sliko dodaš in to vsebino pošleš nazaj temu ali na nek drug način shraniš rezultat. Tako da, evo, to je bil izziv, pa da se to narediti v dobre pol ure, za začetek rečeva. Prototip, ja. Ja, prototip gre, ajde. Ok, se greva zdaj, mogoče na hitro vsak predstav tega, kako sva se lotila. Torej, ti si uporabil kot platformo make.com, da si zgradil neko logiko. Jaz sem uporabil platformo BotPress, pa mogoče malo poveva, s kakšnimi izzivi sva se srečala, pa mogoče kako zgleda rešitev, pa greva pa primerjati. Kaj so dobila ven? Ja, jaz sem rekel nekaj taga, ki je recimo vsem najbolj dostopno ali pa tudi že doznano, konkurenca Zapier, make.com, pač jo uporabljamo sredno za neke zadeve, pa si nekako idemo to probati narediti. In v Google Spreadsheet sem si shranil te stolpce, se pravi to, kar so input fieldi, se pravi na to bi lahko vezal neko formo ali pa neke zadeve. In sem že tam v bistvu kar v Google Spreadsheetu sparsal ven iz e-mail naslova, sem že dobil pač domeno, se pravi bigbang.si v tem primeru. In potem sem to večkrat probal poslati v ChatGPT prompt in je bilo tako, nič ti ne morem dati za to spletno stran, ker prompt je pa bil, pa idi na to spletno stran, raziščijo, povej mi, kaj je problematika, kaj delajo, kaj so mogoče njihovi izzivi, kdo so stranke, tako, probaj te stvari ugotoviti. A ker ste uporabljali GPT API ali pa GPT model preko API-ja, ta nima dostopa do spleta, ne? Tako, zato sem naredil en twist in sem mu zato uporabil asistenta. In asistentu sem pa rekel, da to isto dela, da njegov input v sistemske navodila sem mu pač napisal, kaj mora narediti, enako pa sem rekel, ok, kar ti me zdal input je pa URL, se pravi domena. Kje si asistenta postavil? Kar na platformi. Na make.com? Ne, na platformi od OpenAI. Torej asistenta pač. OpenAI asistenta si zato štekam, ja. Ker to narediš, greš pa ima dostop do spleta oziroma tudi dostop do knowledge base in teh stvari. Tako, pa nisem nobenih funkcij uporabljal, nobenih teh stvari, zelo sem pač šel low code, se pravi nobenih stvari ekstra. In potem mi je dal neke rezultate nazaj, kjer je sicer rekel, da on to ne more narediti, ampak da po njegovih javno dostopnih podatkih je tukaj neka hipoteza, opis tega podjetja, kar je zelo zadev, kaj to podjetje dela in to si shranil in potem zraven dodal izziv, ki ga je uporabnik sam napisal in z tega skupaj sem rekel, ok, zdaj pa tle izziv uporabnika, pa najdi še, to sem združil kar v isti prompt, da to je opis podjetja, to je izziv, zdaj pa zber, kjer je taktike so najboljše, najboljših 5, da odgovarjajo in bi recimo v najkrajšem času nekaj naredili za to podjetje. Okay. Taktike si mu pa kako dal? Taktike sem mu dal kar v en very long prompt. Okay, copy-paste si jih iz tega našega Excela. Ja, sem rekel, full simple. Sej. Ne, sej, tukaj dopuščamo, da se stvari bolj zgubijo, long prompting in tako naprej. Lahko bi, če bi imel knowledge base. Bi boš ne. Časa je 1 uro, tako da samo iste izzive. Tako da. Potem pa ta twist, ne, se je rekel, ok, zdaj pa iz tega vsega, kar si dobil, za to podjetje napiši mail v obliki karaktera, ki ga je nekdo zbral. Se pravi... Torej, karakter je ta, ki govori mail. Tako, on je zdaj če je bil Jack Sparrow, je bilo R. Ja, pa keď sem Batmana zbral, ker je Batman poslal
sporočilo podjetju in mu predlagal, katere taktike in na kakšen način naj jih uporabi. Ok, dobra fora. Tako da bomo pa pogledali rezultate. Ok, Je šlo pri tebi? cool. Ja, torej jaz sem štartil z Botpressom in v Botpressu smo že par projektov naredili, tako da se, mislim, podobno kot ti na Mac.com se kar znajdem v njem. Veliko smo jih sicer delali, da je tako kot chatbote neke tako linearne oziroma skozi definirane korake. Zdaj, ne vem, par mesecev nazaj so pa dodali te take avtonomne elemente, kjer je v bistvu že cel element, kar nek agent, ki zna ta interni monolog delati in izvajati stvari. Sem rekel, ok, 1 uro imam časa, ne bom vsega zgradil in sem štartil s tem avtonomnim, ko sem mu dodal funkcionalnost brskanja po spletu, branje spletnih strani in pa knowledge base, ko sem pa tudi v bistvu skopiral tabelo enako kot ti, samo da sem jo pač gledal v knowledge base, noter ne direktno v prompt. In pa sem štartil s tem, da sem ta navodila, ki si nam jih napisal v Teams chat, kar sem skopiral in noter dal kot navodila, torej slej tem korakom, kar ni najboljš funkcioniralo, torej imel sem težave, da me je, verjetno je tudi prav sprocesiral, ampak iz stališča user experience me je motil, da je kar po 2 vprašanja naenkrat vprašal, kakšen je pa tvoj službeni email naslov in kater je tvoj najljubši karakter. A ne, iz stališča user experience je bilo čuden. Tako sem se s tem ukvarjal, kako mu razbiti ta vprašanje, kako ga prepričati. Skratka, kar sem gotovo je, da rabim definitivno vsaj en system prompt na začetku, kjer sem v bistvu uporabil ChatGPT, da mi na podlagi teh korakov, ki si jih ti napisal, sem rekel, da zgenerira mi navodila za enega AI agenta, kjer mi je potem napisal, da si marketinški strateg, ki delaš visoko učinkovite direktne omnichannel marketing kampanje in take stvari, ki so pomembne za opis, kaj je namen agenta. Tudi večkrat je napisal, da bo mogel pripraviti taktike, kaj bo mogel zdefinirati, torej da ima nek uvod. Potem sem dal pa spet te korake, torej kako naj on po korakih se loti problema. Sam sem jih mogel v bistvu skoraj vse sem mogel na novo napisati. Tako da pa sem mu rekel, ok, če rabiš kakršnokoli informacijo od uporabnika, vprašaj za eno informacijo naenkrat, torej eno vprašanje naenkrat. Rekel sem mu tudi, da naj piše v slovenščini in potem sem rekel, ok, ja, najprej moraš zbrati podatke, torej email adres, naj bo služben, tip podjetja, največji izzivi, pa torej s katerim karakterjem se nekdo poistoveti. Potem sem mu dal kot drugi korak, zdaj pa iz email naslova prepoznaj, iz katerega podjetja ta oseba prihaja in zanaliziraj to podjetje. Fokusiraj se na stvari, ki ti bojo kasneje pomagale pri pripravi marketinških taktik. Potem sem pa uporabil ta favorite character kot buyer persono. Torej sem rekel, da od te osebe ali pa od tega karakterja pripravi opis in to bo opis za buyer persono, ki jo bomo nagovarjali. Tako da, to je bila moja ideja, kako uporabiti Batmana. Potem sem mu rekel, ok, napiš si zdaj summary oziroma tudi userju outputi summary vseh teh podatkov, ki jih imamo, tako da vidimo, kaj je povzetek. Pa sem pa isto, kot ti rekel, torej izber 5 taktik, pa zdaj za vsako od teh taktik priprav nek flow, subject line, predogled, body text, pa nek opis slike, ki bi pasala v ta email, oziroma tam, kjer je relevantno. Zdaj, kar sem jaz prednost pred tabo je, da nisem rabil, ker je to že platforma za grajenje chatbota, nisem rabil nič povezvati z Google Docs ali pa s čim podobnim. Torej sem tle nekaj časa prešparil, ampak mi zdi, da sem se pol s prompti pa vsem kar dolg ukvarjal. No, ampak bi rekel, da prompting je tukaj ključen. Prompting pa je pomemben, ampak spet da se zelo veliko probavati, ugotavljaš, kaj ni v redu. Pač obstajajo neke zakonitosti promptinga, o tem sva že malo govorila, ampak ja, to je pomembno. Drugač pa trial and error. Prejšnji teden sem delal en chatbot prototip za eno stranko, kjer sem se pol ure sigurno ukvarjal s tem, da sem ga prepričal, da on prepozna jezik, v katerem govori. Sicer na koncu sem gotovo, da ko smo delali direktno z GPT-om, da so bili tam samo naši prompti, tle pri Botpressu pa sploh pri teh avtonomnih modulih ima še on en kup sistem promptov, torej sem mogel ugotoviti, kako pa on označi, kaj je user sploh napisal, ker ni tipičen GPT komunikacija in pol, ko sem to odkril, pol je šlo. Ampak ja, s prompti se veliko ukvarjamo, torej tudi ko delamo neke projekte, zelo velik del je prompt engineering. Sploh zdaj, ko smo recimo
ko predstavljamo stvari, da jih bomo delali na platformi, kot je recimo BotPress ali pa še na par podobnih, kjer je v bistvu razvoj dela pretežno integracije, mogoče rabimo kakšno obdelavo podatkov ali pa kaj iz API-ja še vam potegniti med, kjer je treba potem kakšno funkcijo napisati, ampak sicer pa to res delamo zelo, zelo veliko prompt engineeringa. Hudo. A pogledaj rezultate? Ja, a jaz začnem. No, dej. Mogoče, kako ti je sploh ta vsebina, kako ti je pa na koncu vrgo ven. Ja, pa tvoj chat, ne? Pač razlika je, da si na koncu naredil chat, tako, jaz sem naredil mail, ki ga dobiš, ti si dal input v ne podatke in nazaj si dal inpute v Excel in on ti je ali Google Docs. Google Docs, ampak ideja je recimo to, kar inpute si v Google Docs dal in tudi vrnil je stvari v Google Docs, moje pa ja, direktno kot chatbot delu. Jaz mu rečem živijo, on reče, kako vam lahko pomagam danes, kar je narobe, torej mogo bi še nekaj narediti, pa mi zmanjkalo časa, da tudi na začetku malo reč pozdrav ali pa se predstav, pove, kdo je, pove, kaj bo počela, ampak pa reče, ok, začnimo z vašim delovnim poštnim naslovom. Tle zdaj je problem, ker sem uporabljal angleščino za večji del promptinga, bi mogel nekje povedati, da služben ali pa company email address je, mi prevajamo kot služben, očitno ga je to malo zmedal in da rabimo email naslov, da lahko bolje razume moje potrebe. Sem mu dal email naslov, kjer sem torej po fejku Big Bang domeno, ker sva rekla, da bi na tem primerjavo delala in rekel, ok, odlično, zdaj me zanima, kakšen je vaš tip podjetja. Sem rekel, da smo brick and click, pa da večino posla naredimo v fizični trgovini, to sem predpostavljal. Pa rekel, ok, hvala, zdaj ko vem to, bi rad vedel še, kakšen je vaš največji izziv, kjer sem rekel, povečanje frekvence nakupa obstoječih strank, želim, da stranke bolj pogosto pridejo k nam. In potem rekel, hvala tudi za to. Torej, uspel mi je, da je eno po eno stvar vprašal. In potem rekel, kateri lik vam je najbližji, naprimer Batman, Jack Sparrow. Ta informacija mi je pomagala pri ustvarjanju marketinške strategije, ki bo prilagojena vašim potrebam. Zelo je prijazen. In sem rekel, da je Luke Skywalker. Reče, super. In potem je naredil opis podjetja, da je to eno vodilnih podjetij v Sloveniji na področju prodaje elektronike, gospodinjskih aparatov. Ponudba vključuje izdelke iz različnih kategorij. In potem je napisal, malo mi razširil ključne izzive, rekel je povečanje frekvence nakupa obstoječih strank, krepitev spletne prisotnosti in integracija s fizičnimi trgovinami, povečanje prepoznavnosti blagovne znamke med mlajšimi generacijami. Kar mi je v bistvu super. Potem je pa rekel ciljna persona, da bo to Luke Skywalker in da je Luke znan po svoji odločnosti, inovativnosti in pripravljenosti na nove izzive, kar se odraža tudi v marketinških strategijah, ki bomo pripravili. Potem je pa rekel, da je pogledal ta moj dokument, ki sem mu ga dal kot knowledge base in je predlagal naslednje taktike. Cross-sell po nakupu, povečanje frekvence nakupov, ta identificira kupce, ki so prvič kupili in jih ciljno usmeri z osebnim poštnim sporočilom. Z osebnim poštnim sporočilom in nek gibberish. Angažiranje obiskovalcev spletne strani, torej kako povečati obisk na spletni strani, obveščanje o zalogi za neke izdelke, ki so na wishlisti, pa prehod iz spletne v fizično trgovino. Pa je rekel, da je prišlo do napake. Ampak je, torej, kar je zanimivo pri teh agentih ali pa pri avtonomnih nekih agentih, je, kjer je pa rekel, ok, prišlo je do napake, poskusil bom drugačen pristop, da vam zagotovim ustrezne vsebine. Verjetno se vsem že na ChatGPT-ju to zgodil, da nekaj procesira, pa reče, ups, prišlo je do napake, bom še enkrat probal. Zdaj, jaz sem šel daš čez podoben proces, mogoče vmes je malo drugač Big Bang opisal, pa tudi je identificiral neke izzive, probleme. Večina tega je bilo v tem, da se ne širijo na tuje trge, da naj bodo v bistvu bolj digitalno prisotni in da naj se pazijo konkurence iz tujine. Torej tebi je dal neke cilje, še preden se je lotil taktik. Ja, že prej je ta del razdelal, pa dal neke rekomendation, kjer je rekel, ja, pač pazi se, da prihajajo veliki giants from the, ne? Tako da, ampak, ok, pač je to obdelal in recimo rezultat, zdaj ta spoštovana Big Bang ekipa, ne, zdaj, če se ta mail pogledava, pa bi sam mogoče začetek dodal, ker se mi zdi, tukaj je zadev neke te vsebine, zimski Gottman je lahko mračen in poln izzivov.
A z nekaj res, pravilnimi torej. taktikami je vsak izziv premagljiv. Pišemo o Batmanu. Ja, kot Bruce Wayne, industrijski titan in vaš marketinški strokovnjak v boju proti prodajnim zločinom. In pa napiše, kjer taktike bi bile dobre. Jaz sem sicer zraven mu dodal v prompt, da mi da neke primere. In pa je rekel, ne vem, post-purchase upsell, je rekel, le Amazon to dela dober, pa je recimo, ne vem, Birthday, pa je rekel, Nike to dela dober za vsak rajsten dan. Ni mi pa uspel te vsebine noter slačiti, sem pol probal, pa pol nekako je prišel en tak dopis ven, ki ga je podpisal Bad Klepetov naproti Bruce Wayne. Tako da, veš, je nekaj mu je ratal. Tako, cilj je bil nek v bistvu persono malo vesti v to, kako piše, pa sam dokazati na to, da se da. Veš, kaj jaz nisem nič opisoval Batmana, ga je pač sam raziskal in ta del. Tako da, zdaj, če bi mu pa ti dal, tukaj Steve rekel, lej, to je naša firma, tako komunicira, veš, in ta del nadomestiš, pa ustvariš nek lik mogoče in, veš, lahko bi v bistvu del tega komuniciral na tak način, pa da so zdaj mi dva zelo raztegnila to. Okay, ampak torej, primere besedil tudi tvoj ni dober napisal, hočeš reči. Sploh ni primera, ampak je rekel, da je post-purchase upsell implementacija. Po uspešnem nakupu je stranka pripravljen teren za bolj personalizirane predloge dodatkov. Uporabite kanale, kot so CRM oglasi, SMS, spletni kanali in e-mail, da ponudite komplementarne izdelke, ki nadgradijo že kupljeno. Ok, torej taktiko je opisal. Tako. In rekel, Amazon to dela tudi dobro. Tako. Ok. Pač, a jaz bi rekel, da so oba failala? Torej, ta zadnji korak nam je zmanjkal. Kar bi rekel, da 1 ura je mogoče mečkam premalo časa. Ampak veš, kaj bi jaz predlagal? Da probaš še mečkam po fine-tunati, ker mislim, da nama ne manjka veliko. Jaz, res, če bi imel 15 minut še časa, torej uro 15, mogoče ura pa pol, da bi mi ratal narediti, da bi tudi primere urejo napisal in da bi na začetku lepo se predstavil, kdo je in kaj mi bo pomagal zdaj narediti. Okay. Če mi dovoliš, še toliko naredim in potem lahko dava tudi v opis tega podcasta link, kjer si lahko vsak to pač sproba to, kar sva naredila. Deal. Torej je zdaj challenge v naslednjih 15 minutah, a.k.a. da objave tega podcasta oziroma videa na YouTubeu, bova mi dva teh 15 minut naredila in dala v povezave spodaj, tukaj spodaj, ali pa pač, če ste na Apple podcastu, mogoče pejte na YouTube, bo tudi tam od spod, ali pa pač prek tam. Poglejte pa... Če vas naši agenti zanimajo, pejte, treba je napisati služben email naslov, zaradi tega, ker iz tam prepoznava podjetje, torej če boste Gmail napisali, bo veliko stvari narobe šlo, tako so pač ta moment naredila. Ampak ja, dajte probati pa nam povedati, kako se vam zdijo rezultati, torej za, rečemo, 1 uro, uro 15 dela. Ponovno pa zanimajo tudi, a ste že vi naredili kakšnega agenta, a ste dobili inspiracijo za kakšnega, dajte z nami mogoče deliti, če ste kaj naredili, ali pa sami ideje, pa lahko v naslednji epizodi narediva samem povzetek cool idej, ki jih imajo naši poslušalci, ki bojo mogoče koristili tudi drugim. Odlično. Druga možnost, če rabite kakšnega agenta, lahko se tudi pogovorimo o tem, kako ga narediti. Ne bo narejen v 1 uri. In tudi ne bom imel teh težav, ki jih imajo. Taki, ki so narejeni v 1 uri. Ja, je to proper nek projekt, ki hočeš nekaj res narediti. Tako. Enterprise level oziroma za uporabo pa v produkciji. Ja, se veliko govorimo, recimo, mislim, da je tudi na spletni strani objavljen case study, kako smo z Limpajem razvijali agenta v podpori strankam, ki zdaj trenutno deluje tako, da v bistvu en del vprašanj, te, ki so vezani na bazo znanja, torej nima dostopa do profilov uporabnikov pa do poslov, ampak taka splošna vprašanja odgovarja direktno mimo ljudi. Tako da, ja, imamo nekaj izkušnje, imamo tudi neke agente. Ja, že ne pol leta deluje avtonomno, predtem je pa tudi je pa deloval v obliki kot asistent agentom. Pomajte to, dava spodaj v opis, poklikajte, poigrajte se, nekaj časa bo na voljo. Tako da hvala za vse poslušalce, ki ste si vzeli danes čas in poslušate in nama sledite in ste si vzeli pač ta čas, da tudi podelite, če najdete koga, ki se mu zdi, da bi bila ta vsebina uporabna, priporočava. Tako da hvala še enkrat.
Ja, hvala poslušalcem. Tole danes je bil en eksperiment. Dajte nama sporočiti, če vam je bil ta format všeč. Mogoče se še kakšno tako stvar spomnava, pa si dava še kakšne izzive. Če vam ni bilo všeč, tudi povejte, da ne bova več delala takih stvari in brala pogovorov s ChatGPT-om v podcastu. Ampak na frodix.com/vprašaj ali pa pod komentarje, naj res zanima, kaj ste si mislili o tem. Hvala za poslušanje, hvala Gorazd, pa se slišimo naslednjič. Čau! Čau!